Bom izhajal iz tega, kje je naše območje, da je to območje še vedno na nek način odmaknjeno od glavnih cestnih povezav, da je turistično, da je kmetijstvo dosti razvito, kjer še ima dosti možnosti in pa ne nazadnje, da se odprejo delovna mesta, ki so pač na tem področju, bom rekel, še kako potrebno je to območje za kmetijstvo. Ni tako, bom rekel, po površinah, niti po strukturi tako dobro sestavljeno, da bi rekli, da je to tista stvar, na kateri lahko vsi skupaj stavimo, ampak da so še vedno potrebna delovna mesta in pa skupaj nekaj dela tudi na kmetijah, ker vemo, na tem območju so večina ljudi bila zaposlena in še istočasno ustvarjala na kmetijskih gospodarstvih. Podeželje se prazni, kmetije se zapirajo in če hočemo ohraniti kulturno krajino in kulturni prostor in se zavedati, da smo tu bili Slovenci, ki moramo tudi ta prostor proti Hrvaški, proti meji, proti vsem braniti in se zavedati, da smo ljudska stranka, ki je treba za podeželje ljudi določene stvari napraviti. Glede na to, kje je ta prostor, še vedno pravim, da je nujno izgradnja cestne infrastrukture in vsekakor umestitev tretje razvojne osi, da se bomo s tem območjem lahko priključili v svet, ker na koncu še vedno slišim, da še vedno marsikdo vpraša, kje pa pravzaprav je to Kozje, kje pa je pravzaprav Kozjanska, pa se še lahko tam normalno pripeljem, oziroma če cesta sploh prevozna. Mislim, dokler se še take stvari še vedno dogajajo in se sprašuje tudi po Ljubljani, kje pač to je. Mislim, da smo zelo slabo prepoznavni in da še vedno tu treba veliko stvari narediti in tudi, če se kamorkoli zapeljemo, vidimo, da imamo strašne probleme z cestami, samo skozi Šmarje, pa skozi nadvoz Grobelno, pa vidimo, kako dolgo rabimo, da se sploh kam pride. Tako da to je tudi na nek način v moje prioritetah, da se te zadeve uredijo, da se uredijo redne prevozne poti, ker to je tudi to možnost, da se bo potem odpirala nova delovna mesta, ker v naših koncih imamo, če vsi pogledamo, dosti tako zvanih obrtno-poslovnih con, ki imajo še dosti prostora, zato bo treba te cone napolniti. Občine so dosti vložile in država v te prostore oziroma v te ugodna območja, da bo potem pa tu z seveda ustrezno davčno politiko, z degresivno lestvico, spodbujanjem mladih in srednjih podjetij in družinskih podjetij prineslo do tega, da se bo odpirala delovna mesta, da bi na koncu mladi videli perspektivo, da bi mladi ostali tu, ker na koncu, če se bomo preveč postarali vprašanje, kdo bo ta prostor tudi prevzel, kdo bo skrbel v nadaljnje za njega. Nujno bojo potrebna tako tudi neprofitna stanovanja za mlade družine, ki bojo s tem na dolgi rok sigurna, da bojo lahko ustvarjale družine, da bojo lahko tukaj potem tudi delale. Naše območje je ves čas zelo turistično usmerjeno. Vsi vemo, da imamo to, bom rekel, zdravilišče Rogaška, pa potem Terme Olimia, pa nazadnje še tudi Kozjanski park, ki gospodari in ohranja naravo v tem prostoru, da je to eno področje, ki ga je treba nadalje še razvijati, negovati. Zgodbe okoli Vodnarskega jezera se že nekaj let vlečejo, da bi povezali vsa to območje v eno skupno turistično destinacijo. Mislim, da bi to bil že skrajni čas, da se te zadeve potem tam uredijo. V tem prostoru vsi opažate, da se v zadnjem času dosti gradilo na kolesarski infrastrukturi, kar je za turizem in povezavo teh krajev po slikoviti naravi, ugodnih klim in pa dobre ponudbe na kmečkih turizmih še kako potrebno in bi se tudi nadalje še kako zavzemal, da se poveže vse občine na to kolesarsko stezo, da se nam postavi na nek takšen primeren krok. Sem pa zavzemam za to, da glede na to, da imamo turizem, da veliko ljudi prihaja v ta prostor, da je treba dati poudarka lokalni hrani, tu doma predelano na prijazen način, sonaravni način, da se potem za tako zvanim partnerskim odnosom med temi, ki bi lahko to tržili v svoji ponudbi in ne nazadnje tudi preko zadruge in preko turističnih oziroma tudi nekaterih trgovin, enostavno trebalo tako prilagoditi, da bomo lahko zagotavljali oskrbo teh hotelov, centrov in vsega tega, da bo treba tudi za to nekaj narediti na samih kmetijah, da jih bo treba v to smer izobraziti, da jim bo treba dati ustrezne pogoje. Zato predlagam tudi določene aktivne ukrepe, aktivne zemljiške politike, ki bi na ta prostor povečali tudi proizvodno in pa na koncu treba reči, na našem koncu je veliko vinogradov, sadja, če ne bomo tu aktivno pomagali to pokriti z mrežami proti toči, ker smo priča zadnjih let vseh tem zadevam, da koliko pridelka ljudje izgubijo na ta način, da je država tu čedalje bolj mačehovska, da čedalje več problemov je pa tudi z zavarovalnicami, da se pač na tak način pomaga ljudem.
Slovenska ljudska stranka Radovana Žerjava, pod tem imenom tudi v letošnjem letu nastopamo na volitvah, se je intenzivno pripravljala na te volitve. Za svojim delom v državnem zboru smo na nek način pokazali, da ne glede na to, ali smo v koaliciji ali smo v opoziciji, dajemo v spredje pomen države, bolj kot neko nagajanje en drugemu, in smo tudi z nekaterimi potezami marsikoga presenetili. Mislim pa, da smo pokazali ta izkaz odgovornosti do države. Bože je prej omenil izjemno pomembno sodelovanje z župani in lokalnimi skupnostmi, ki jih poslanci prav gotovo vsi, ki kandidirajo oziroma tudi potem nekako čutijo. Kako to upravljajo potem na terenu, seveda odvisno od vsakega posameznika in podobno. Jaz sem vesel, da smo v teh letih imeli vsaj dva taka, čeprav eden ni z naše stranke, pa naše stranke zelo blizu. To je Martin Mikolič in moramo odkrito povedati, izjemno dober poslanec, ki je zelo veliko z nami sodeloval, in potem, ko sem še Marjan pridružil v parlamentu, je bilo to delo in sodelovanje, bom rekel, izjemno dobro in veliko stvari smo se lahko pogovorili, skupaj uskladili in podobno. In zato je moja iskrena želja in pa verjamem, da tudi celega območja, da bi uspelo tokrat Božo tu priti v parlament. To, kako kaže po terenu in te raziskave o tem verjetno ne bi. Problematika, ki je bila tukaj predstavljena, vse tisto, kar naše območje teži, o tem bodo seveda tudi drugi kandidati za poslance govorili. Sami in pa sam pa poznam in vem, da se ukvarjam z vrsto takih, ki so bili tukaj predstavljeni, in verjamem, da jih bo Božo znal dobro zastopati v parlamentu, če bo prišel. Vprašanje za sedanjega poslanca pa mora biti za prihodnjega. V čem je program stranke drugačen od drugih, ki se potegujejo za poslanski sedež v tej kampanji? Potem še mogoče tako bolj provokativno, kako hitro boste pozabili na predvolilne obljube, ker se to navadno politikom dogaja, ko pridejo na zanesljiv stolček. Pa mora biti, gospod Zok, za vas vprašanje, v čem ste vi boljši kandidat od drugih, konkretno je v Šmarskem volilnem okraju 19 kandidatov, samo 10 jih prihaja z tega območja. V Sloveniji imamo, mislim, da dosti tiste, ki so doslej vladali in morajo govoriti, kaj bojo drugače počenjali, kot so takrat, ko so vladali. In na drugi strani imamo tiste, ki smo bili zdaj z njimi v koaliciji, ki bojo morali tudi precej drugače delati, kot so doslej delali, če želimo tej državi dobro. In v tem mislim, da naša ključna prednost, smo skupina odgovornih ljudi, ki smo tudi v času opozicijske stranke sprejemali tiste predloge, za katere smo ocenili, da so dobri, da so pravi za razvoj države, ne glede na to, ali je bila bojazen, da bo, ne vem, podpora pokojninski reformi naslednji dan vplivala negativno na kakšno javnomnenjsko podobo. Tako da to, če lahko vedem stavko ali pa z eno mislijo odgovorim. Kar se tiče obljub, imam to zdaj tudi neko minulo delo za sabo. 4. mandat sem župan v občini v Krškem in doslej mi ni bilo potrebno kaj dosti zardevati pred ljudmi o tistem, kar sem govoril. Poznajo nas potem, da nismo tisti, ki bili preveč širokogrudni v obljubah, poskušamo pa realno in zastaviti program to, kar je moč izvesti, da to tudi naredimo. Mislim, da je v našem programu, zato smo se prav trudili, da program, ki je bil narejen iz večjih področij, pa ne vem, se je znašel na nekih 100 straneh, da smo ga spravili nazadnje na 20 strani, iz katerega so zelo jasne in pa merljive obljube. Na spletni strani je program, ki se normalno še dograjuje, opremljen tudi z datumi, tako da bo zelo merljivo, kaj nam bo uspelo, kaj nam ne bo uspelo, in tako bomo potem pač polagali račune naslednjič pred volivkami in pa volivci. Jaz bi rekel takole, celo življenje živim na tem območju in tudi delujem in delam pri svojem poklicu v tem prostoru že več kot 30 let, tako da ga zelo dobro poznam. Bom nadalje še rekel to, da sem se ukvarjal tudi z politiko, da imam že 20 let staža za sabo, da sem bil tudi v izvršnem delu te oblasti, to se pravi, ko sem županoval, tako da te zadeve dosti dobro poznam. Zadnja 3 leta sem direktor gospodarske družbe, da vem tudi, kaj se dogaja v gospodarstvu.
da imam doma 3 študente, ki študirajo v Ljubljani in vem, kako je tudi življenje po mestu in kako razmišlja mladina, kaj pogreša, ker me večkrat doma pamet solijo, kaj treba narediti v Kozjem, da bo življenje drugačno. Prihajajo tudi v družbo, tako da imam stik, bom rekel, z mladimi, z starimi, da imam pregled nad terenom in na zadnje, bom rekel, ne bom veliko obljubljal, na koncu pri mojem poklicu je tako, da se moram odločiti, kako se odločim, to moram narediti in da pri tem tudi ustrajam, če ne delo govori, ne pa obljube. Se Slovenska ljudska stranka približuje zdaj že 8%. Zadnje volitve, ko smo šli na volitve, nam je takle čas 3 tedne pred volitvam kazal 1,5%, pa smo dosegli dobrih 5%. In rezultat, to, zakaj je to, se tako zgodi, nisem eden tisti, ki bi sodil ali pa omenil, da so javnomnenjske raziskave nepravilne ali pa prirejene. Mislim pa, da je glavna naša prednost so ravno ljudje, ki so s svojim delom že v življenju nekaj pokazali. In v sreči so to volitve, kjer se poleg stranke zapiše tudi ime in priimek. In ta imena in priimki, kot je Božoš Sok v vašem okraju in pa cela vrsta odličnih imen v vseh 88 okrajih, so tisti garant, ki nam bodo, po mojem prepričanju, dali tistih 10 poslancev v tem mandatu. 10 poslancev pa po mojem prepričanju pa poznavanje tudi razmerja v slovenskem prostoru in pa znotraj Slovenske ljudske stranke pomeni vsaj 2 mandata v vaši volilni enoti in eden od teh mandatov, ali prvi ali drugi, jaz računam, da bo zopet v vašem okraju in si to kot sosed iz sosedne občine, pa tudi še tisti, ki živim v Kozjanskem parku, zelo želim. Hvala lepa in vse dobro ti želim.